Zgodovina nas je naučila, da si ljudje ne želimo samo mobilnosti, ampak tudi zabave med avtomobilnostjo. Nekoč je to pomenilo šraufanje motorjev edinih dosegljivih avtomobilov, danes je slednjih, kolikor jih hočete. Zato ima današnji Abarth veliko težjo nalogo. Vzeti je moral avto, ki ga že tako ali tako kupujejo predvsem tisti bolj premožni in bolj razvajeni, nato pa ta avto pretvoriti v avtomobil, ki bo tem odličnosti vajenim razvajencem ponudil neko novo zgodbo. Z drugimi besedami, ki jim bo dal občutek, da so si kupili Ferrarija za vsak dan. Lahko celo v dobesednem pomenu besede. Na voljo sta namreč Abartha Ferrari in Maserati Edition, toda že preizkušeni Abarth Turismo ima nekaj duha Maranella in Monte. Tako že Turismo iz sredine ponudbe ponudi tisto tako poželjivo dirkaško kašljanje iz izpuha. Bolj izrazito seveda postane, ko pritisnemo tipko Sport, a razvajencem bo verjetno težko shajati z vedenjem, da bi lahko dobili še več. Recimo z različico Competizione s še bolj navitim motorjem in dirkaškimi komponentami. Lahko bi izbrali samodejni menjalnik, ki tako kot Ferrari na sredinski konzoli nima več prestavne ročice, ampak samo še gumbe za naprej in nazaj. Ko govorijo čustva, je težko reči, kakšen paket odličnostnih podobnosti je dovolj. Lahko pa z gotovostjo trdimo, da bodo vozniki z izostrenimi veščinami za dinamično vožnjo v Turismu našli priložnost za izboljšave. Tistim pa, ki padajo predvsem na imidž in obliko, bo že Turismo mnogo prehiter. Skupen prav vsem Abarthom, naj bodo Ferrari, Maserati, Competizione ali zgolj Turismo, je nakup na podlagi čustev. Razum pa je tu povsem nepomemben.